Torej, mene je doletela nezaslužena čast, da ob publikaciji, ki jo vidite tukaj in za katero sem bil jaz uredniško pristojen, predstavim še dva druga zvezka pamfleta, zaradi tega, ker njun urednik Tomaž Mastnak ne more danes biti z nami. Zdaj, tisti starejši, nekatere vse enega vidim v publiki, še vejo, kdo je Tomaž Mastnak in vejo, zakaj ga tudi pri 70 letih še naprej preganja Robespierre in bojo imeli priložnost o tem diskutirati, ker smo se odločili, da bomo v zvezi s temi številkami tremi pripravili diskusijo takoj, ko se po poletju znova zberemo. Torej, naj predstavim 13. zvezek pamfleta, ki prinaša prevod 3 govorov Maximiliana Robespierra. Namen prevodov in obsežnega predgovora Tomaža Mastnaka je obuditi spomin na razprave o pravici do življenja in ta pojem vrniti v razpravo. Robespierre, eden od voditeljev francoske revolucije in predstavnik ljudskih množic, je bil namreč eden poglavitnih zagovornikov pravice do življenja v tistem času. In kot meni Tomaž Mastnak tudi v svojem predgovoru, se ga žal ne spominjamo prav potem. Ker pa je zgodovinski znak našega časa in z pojmom zgodovinskega znaka Tomaž misli znak v smislu, kot ga je razumel Immanuel Kant, torej Robespierrov sodobnik. Torej za Tomaža je spominski znak tega trenutka izraelski genocid nad Palestinci in dopuščanje, če ne celo naravnost podpora temu početju v našem delu sveta. In skozi to optiko je pojem pravica do življenja danes morda aktualnejši, kot je bil kdajkoli. Sledita 2 pamfleta, ki tematizirata to, kar omenja v svojem predgovoru za Robespierra tudi Tomaž, ki torej tematizirata zločinsko ravnanje Izraela in zato na nek način dopolnjujeta ali nadgradujeta to, o čemer govori že izdan pamflet Omarja Bartova, ki je pred letom to, kar se dogaja v Izraelu, objavil v svojem spisu Genocid v Gazi in selektivni spomin oziroma odziv mednarodne skupnosti. Zdaj, tako Omar Bartov kot tudi Rapkin, Jako Rapkin, ki je katerega tekst smo vzeli za 14. pamflet, kakor tudi Šulman, vsi trije so izraelski državljani. Vsi trije so ljudje, ki so nekateri bolj ali nekateri marsikaj prispevali k varnosti države v Izraelu, ko so bili mlajši. In so zato za spoznanje bolj legitimni, da govorijo o situaciji. In zato verjetno razumete, da smo se odločili prav za njih, ker so v teh vlogah nekoliko bolj kredibilni. No, in kredibilni so lahko tudi v kritiki sionizma, ki je rdeča nit tega, kar ponuja Rapkin v svojem tekstu, ki smo ga potem prevedli za 14. pamflet. Torej, govorimo o zasluženem profesorju na Univerzi v Montrealu in eden vidnejših predstavnikov protisionističnih judov danes. In ko govorimo tukaj o protisionizmu, mora biti natančni. Tukaj ne govorimo o tem, da je zaradi zgodovinskih okoliščin in
represivnega, če ne celo genocidnega ravnanja že v času carske Rusije, da ne govorimo potem o sredini prejšnjega stoletja. Razumljivo, da se je sionizem uveljavil kot osrednja želja ali cilj Judov. Tukaj govorimo o slepem cionizmu, oziroma ko govorimo skozi besedila, kot je to Rapkinovo, slepem cionizmu v tem smislu, da vidi Palestino kot prazen prostor, Palestino kot prostor brez ljudi in brez drugih kultur, in je kot tak nevaren, ne samo za te ljudi, ki tam živijo in so pač tarča genocidnega ravnanja, ampak tudi za Jude same. Torej, Rapkin je to besedilo napisal ob izraelskem bombardiranju ene od sinagog v Teheranu aprila letos, in po Tomaževem mnenju, on je pač tudi v tem primeru pisec predgovora, je ta prevod dragocen zaradi tega, ker nam omogoča razumeti dogajanje v današnjem svetu, ker spodbuja napačno predstavo tako o Iranu kot o Izraelu. Prvič, v Iranu živi najštevilčnejša judovska skupnost v Zahodnji Aziji, zunaj Izraela, in tudi ena najstarejših na svetu. In ta skupnost odločno nasprotuje izraelski vojni agresiji na Iran. In drugič, Izrael ne predstavlja vseh Judov in zaradi tega za izraelske zločine ne moremo kriviti samo Judov. Niti ne Judov, kar počez. To je citat iz Tomaža. Zdaj naj končam še z zvezkom, za katerega sem jaz bil pristojen, torej Zlo na Zahodnem bregu. David Šulman, zopet prevod besedila, ki je bilo nedavno objavljeno v New York Review of Books in na nek način nadaljuje to, kar sem prej omenil, da tematizira delo oziroma tekst Omarja Bartova in seveda se odlično vključuje v to, kar sem ravnokar povedal o besedilu 14. pamfleta. Zdaj, namesto, da bi reproduciral to, kar sem napisal na uvodnih straneh, sem se odločil za to, da vam tukaj preberem kratek odlomek avtorja, torej original, ne interpretacija. Odločil sem se za odlomek, ki se mi zdi, da je najbolj poveden za to, kar se dogajalo in se še nekoliko bolj dogaja na Zahodnem bregu. Takole gre. Konec decembra leta 2025 so se izraelski naseljenci lotili oranja na znatnem kosu vaške zemlje. Oranje na Zahodnem bregu pomeni neprikrit poskus ozemeljskega prilaščanja. V tem konkretnem primeru pa je pomenilo tudi zametek še ene nezakonite izraelske naselbine na ozemlju beduinske vasi, nedaleč stran od naselbine, ki je malo pred tem zrasla južneje od vasi. Dan pred začetkom oranja so se naseljenci še posebej surovo znesli nad Palestinci, reporterji in našimi aktivisti. Tukaj on misli na svoje kolege aktiviste, ki podoben kot on, sicer profesor, zaslužni profesor na Hebrejski univerzi in član Izraelske akademije znanosti, skrbi za to, da to ne samo dokumentira, ampak da komu delo dopušča, tudi živi v teh naselbinah in svojo prisotnostjo skuša preprečiti najhujše. Torej, ko govori o aktivistih, govori o svojih kolegih in o svojem delu posredno. Torej, nasilja so bili deležni ne samo vaščani te vasi, ampak tudi reporterji in aktivisti. In te, ki so to počeli, so oblegali tudi nekaj hiš, ki so omejile na preorano polje, postavili so svojo postojanko in prebivalcem blokirali dostop do vode, hrane in električne energije.
Najprej to se je dogajalo ves čas intenzivno v senci genocida v Gazi. Problem, ki je mejil na genocid, pa se je začel pred 15 leti, ko je pač za prevzemom različnih vlad aktualni predsednik Izraela odločno podprl to kot končno rešitev za Izrael, s tem, da se te stvari v času dogajanja v Gazu niso tako videle, so pa pač takrat doživele čisto drugo dinamiko in to je nekaj, na kar želimo skromno opozoriti tudi z tematizacijo in kot kaže, bo v tej seriji jeseni verjetno išla še ena številka oziroma še en pamflet, ki bo povedal nekaj o tem, kako Izraelci ali Judje, ki ne živijo v Izraelu, so pa z njim tesno povezani in seveda se borijo proti antisemitizmu vsak dan, vedno znova, kako pa oni doživljajo to. Skratka, da bi se izognili enoplastnim interpretacijam. Hvala.